Tokrat brez običajnega disklemerja pri razmislekih in preračunavanjih, ki jih bom danes predstavil, so sodelovali tudi moji sodelavci in sodelavke z oddelka za matematiko in oddelka za računalništvo na Univerzi na Primorskem. Pred približno 2 tednoma je po medijih završala strašljiva predikcija slovenskega zdravnika z infektološke klinike v Berlinu, ki je za ta konec tedna za Slovenijo napovedal 14.500 okuženih z virusom COVID. Sicer en dan kasneje je to svojo napoved umilil na nekaj čez 3000, ampak ne prva in ne druga napoved se seveda ne bosta uresničili, saj sta bili brez kakršnekoli realne numerične osnove. Zanjo bi namreč morala biti dnevna odstotkovna rast ves čas vsaj 27% v prvem primeru oziroma 15% v drugem primeru za novo okuženje. Pa se je že po nekaj dneh ukrepov nove vlade spustila k 10%. Zato je še toliko manj razumljiva pozornost, ki so jo mainstream mediji namenili tema 2 predikcijama. Edini realni učinek je bila panika med ljudmi, panika pa je enako škodljiva kot brezbrižnost en teden prej ob ponavljanju zmotne teze vodstva Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da se pri nas virus širi počasneje kot v sosednjih državah, čeprav to ni bilo res in da epidemije sploh še ni. V Sloveniji je kar nekaj skupin, ki so za te vrste napovedovanj bolj usposobljene, naprimer, kot je meni znano, na inštitutu Jožef Stefan je ena taka skupina, pa na zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, pa morda še kje. Kako pa glede COVID-19 razmišljamo na Univerzi na Primorskem, je jasno. Bili smo prva univerza, ki je kljub nestrinjanju resornega ministrstva pedagoško dejavnost že v ponedeljek 9. marca preselila v virtualni prostor. In enako hitro smo se nekateri tudi lotili spremljanja vsakodnevnega naraščanja številk in iskanja logičnih posledic za bližnjo prihodnost in za bolj oddaljeno prihodnost. Vse nekako zanima, kakšni so zdaj ti trendi za naslednje dni in seveda, kdaj se bo ta situacija umirila. Najbolj preprost pokazatelj je prav ta odstotek povečevanja pozitivno testiranih iz dneva v dan. Če je bil na primer še v četrtek 12. marca več kot 50%, se je teden kasneje spustil proti 10%. V zadnjih dneh pa v povprečju ne presega 6%. Seveda porečete, je število pozitivno testiranih odvisno od števila opravljenih testov, a tudi tu smo v redu. Namreč v zadnjih 3 tednih smo opravili približno 1000 testov na dan in če to upoštevamo, nam ta odstotkovna zmanjševanje dejansko odraža pozitivne učinke vladnih ukrepov. Zdaj pa povemo še, kaj ti odstotki nekako pomenijo za podvojevanje okuženih. Če je 10%, se podvojevanje zgodi v 7 dneh, če je 5%, se zgodi v 14 dneh in tako naprej. Prilomica je zato nekako 2%, kjer je čas podvojevanja okrog 30-35 dni, to pa bi nekako že moralo zadoščati za popolno zamenjavo COVID bolnikov, ko novi pridejo, stari že predtem odidejo. K temu mejniku bi veljalo stremeti in ga doseči čim prej, oziroma še preden bi skupno število okuženih preseglo 3000 in tako preobremenilo zdravstveni sistem. V tem smislu se mi zdi datum 1. maj ravno ta pravi cilj. Zdaj, te napovedi so seveda najbolj pomembne, predvsem zato, ker določen odstotek bolnikov pristane na intenzivni negi in zato prav intenzivne enote lahko postanejo ozko grlo našega zdravstvenega sistema. Če nekako po istem principu, kot smo ga uporabili v drugem videu, nadaljujemo s to napovedjo, potem lahko pričakujemo naslednjo situacijo. Dajmo se spomniti, kako to gre. Ker potek bolezni je tak, da 7 dni približno enak za vse, potem pa se po enem tednu pri nekaterih pojavijo hujšne komplikacije, zaradi katerih je zahtevana intenzivna nega. Zato bomo število vseh, ki so do določenega dneva bili na intenzivni enoti, do nekega dneva D, ali pa so do tedaj umrli. Zato ocenimo na podlagi števila vseh, ki so bili pozitivno testirani 7-8 dni pred tem. Številka zadnjega tedna, 2 pokaže, da se razmerje teh 2 števil nekako v Sloveniji suče med 1:11 oziroma 1:13. Tukaj zadaj za menoj je tabela za vse te datume na eni in na drugi strani in iz teh podatkov vidite, da bi lahko sklepali, da se bo od današnje situacije, kjer je 30 na intenzivni negi, 20 umrli in neko neznano število tistih, ki so že odšli z intenzivne nege, po mojih podatkih ne menda 3 ali 4, to se v naslednjih dneh dvigne, tako kot je prikazano za mojim hrbtom. No, poleg predikcije stanja in pritiska na intenzivne enote, pa lahko iz teh podatkov z gotovostjo potegnemo še en pomemben zaključek. Ker bi glede na podatke, ki so na voljo v svetovni literaturi, težjih COVID bolnikov moralo biti okrog 5% vseh okuženih, bi to razmerje
moralo biti 1:20, ne pa 1:11, 1:13. To pa nas napelje na sklep, da je dejansko število okuženih, tistih, ki niso bili testirani, skoraj še enkrat tolikšno, kot je število tistih, za katere vemo, da so okuženi. Vsaj to velja za starostne skupine, iz katerih pretežno izhajajo težji bolniki. No, kakorkoli obrnemo, COVID-19 bo še kar nekaj časa med nami in če upoštevamo, da je njegovo reprodukcijsko število R0 približno 3, potem je za polno zaustavitev te epidemije potrebna imunost 2/3 populacije. Tako namreč povejo formule matematičnega modeliranja epidemij. Brez cepiva se bodo zato izbruhi in umiritve dogajale v zaporedju valov. Razen seveda, če se ne bi ta virus čudežno nekako izginil iz obličja Zemlje. Ti časi so zato kot nalašč za razne teorije zarote po eni strani, po drugi pa tudi za introspekcijsko inventuro našega življenja, tako posameznikov kot širše skupnosti. In pokazalo se bo, da so mnoge naše skrbi za mire, problemi in konflikti popolnoma trivialno nepomembni. To so časi, ko moramo združiti moči in delovati kohezivno za skupno dobro. Lep primer takega sodelovanja je iniciativa Zaščitimo Slovenijo, v okviru katere so združili moči ekipa anesteziologov iz Splošne bolnice Izola, raziskovalci Tehnološkega parka Ljubljana ter raziskovalci Univerze na Primorskem in Zavoda InnoRenew. In že natisnili prve zaščitne maske, teh mask pa so še posebej veseli člani izolske COVID-19 ekipe.